Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Paradoks našega časa je, da imamo telefone brez tipk, ljudi brez pameti, razmerja brez ljubezni, Coca-Colo brez sladkorja, kavo brez kofeina, cigarete brez nikotina, mleko brez maščob, ženske brez čustev, moške brez jajc. Tako je pred leti zapisal žal že preminuli komik, avtor in družbeni kritik George Carlin. In mi se z njim strinjamo. Naš čas je res paradoks. Zmeraj bolj. Sedaj pa se lotimo 86. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali proruska zunanja politika. Ali Slovenija res vodi prorusko zunanjo politiko? Evroposlanka Romana Tomc in nesojeni predsednik Republike Anže Logar pravita, da Slovenija vodi prorusko zunanjo politiko. Kakšno zunanjo politiko vodi v resnici, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, magister Bernard Brščič in dr. Boštjan Marko Turk. Bernard, Boštjan, toplo pozdravljena v Faktorju. Dobar dan, dober večer. Najprej bi vas vprašal, sta vidva recimo pričakovala tako zunanjo politiko, kot jo imamo ta hip, ko je bilo jasno, da bo ta resor prevzela predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon? Ja, kdo bo prvi? Ja, sej to je, mislim, to je še komplimenta, ne, da je proruska zunanja politika, ker ta zunanja politika ni nikakršna, ne. Recimo, da je zdaj nek fokus te zunanje politike na nekdanjih, bi rekel, na nekdanjih gubernijah Sovjetske zveze, ne, ki so bile vse, bi rekel, ob Rusiji, ne, in zdaj se pod njih naša zunanja ministrica sprehaja. Predvsem, kar je groteskno, je to, da ta zunanja politika nima nobene strategije, nima nobenega plana, nima nobene, bi rekel, nobenega cilja, kaj želi doseči, ne? Ker vsaka zunanja politika mora težiti k nekemu cilju, ne? In to je pa čisto sporadično. Enkrat se ta zunanja ministrica znajde na Bahamih, enkrat na Sejšelih, če malo karikiram, nekje v toplih morjih, mislim, da sem jo zadnjič videl, potem gre malo na mrzlo, se pravi, ke v podruske stepe in tako naprej, ne? In skratka, to je pač politika, ki ni nikakršna politika, kot politika predsednika vlade, nikakršna politika. Je pa Tanja Fajon nekako seveda navezana na to, bi rekel, ideološko rusko okolje, ne, če zdaj v Rusijo ne upa ali pa ne more, ne, pa Putinu ne more, se zadržuje v satelitih nekdanje Sovjetske zveze in s tem izkazuje, bi rekel, tisto, kar je pa pač najgloblje bistvo te tranzicijske Slovenije oziroma njihovih transmisij, proruska nastrojenost oziroma prokremeljska orientiranost, drugače tudi ne more biti, ne, vsi ti ljudje so se, bi rekel, izšolali in pili z maternim mlekom od kučana naprej, bi rekel, v laboratorijih ideoloških, ki so slišali na ime Sovjetska zveza in Moskva. In Jugoslavija je bila v bistvu pomajšana varianta Sovjetske zveze, ki je razpadla v istem letu kot Sovjetska zveza in razpadla zaradi tega, ker je Sovjetska zveza razpadla, ker se je ta model podrl, ne? In oni seveda niso mogli nikoli sprejeti za svojo Slovenijo, ker je pač Slovenija pač popolna diskontinuiteta oziroma zanikanje modela Sovjetske zveze, ne? In to s temi odhodi v Zakaukazje, pri Rusijo, kot bi jaz to imenoval, ne, demonstrirajo, se drugače ne morejo, niti ne znajo. Ja. Bernard, kako bi ti ocenil to? Si pričakoval to vrstno zunanjo politiko po Tanja Fajon? No, jaz vidim kontinuiteto Logar-Janševi politiki, ki je bila globalistična, ki je bila narekovana strani Washingtona, Bruslja, Tel Aviva. Jaz tu vidim polno kontinuiteto, ne nazadnje, če pogledamo izjave zunanje ministrice, praktično ponavlja kot papiga za kokošmi iz cvetobera zunanjih ministrstev, mislim tu na nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock, ki se je proslavila z izjavo, da je Evropa v vojni z Rusijo. Kot papiga je to ponovila gospa Fajonova. Skratka, vodi neko feministično politiko,
takih zablodelih kokoši, kot je premijerka Estonije Kaja Kallas, omenjena Annalena Baerbock, brez koncepta, ampak daleč od tega, da bi bila proruska. Nenazadnje je ravno ta vlada izvršila veliko donacijo 28 tankov T-55 in 35 bojnih oklepnih vozil BVP-80. Praktično je vse zaloge oklepnikov Slovenija izročila Ukrajini. Tako zunanja ministrica, premier Golob, kot tudi nova predsednica Pirc Musarjeva so izrazito na globalistični liniji narekovani strani State Departmenta, ljubijo Zelenskega. Če pogledaš fotografije, bodisi iz Bruslja, kako kot dva homoseksualca, Golob in Zelenski v objemu, ali pa panegerike predsednice Musarjeve, ko se je udeležila Münchenske varnostne konference, kako navdušujoč govor je imel Zelenski, ali pa te džingoistične izjave zunanje ministrice. Vidiš, da gre za kontinuiteto globalizma. Je pa res, kar je Boštjan omenil, da se slovenski tranzicijski levici kolca po sovjetskih časih, po komunizmu, ampak ravno tako imajo problem kot psevdo-slovenska desnica, da so prespali 30 let, da komunizma v Moskvi že 30 let ni in da je neobolševizem doma v Bruslju, da je doma v Londonu, da je doma v Tel Avivu in da je doma v Washingtonu, da je doma v centru, v Davosu in da gre seveda za neko politiko, ki je po mojem v popolnem nasprotju s slovenskimi interesi, ki je v nasprotju z interesi evropske civilizacije in v tem oziru mislim, da seveda da ne gre za prorusko politiko, ampak gre za prokomunistično, prosovjetsko politiko, ampak Sovjetske zveze že več kot 30 let ni. Tudi morebitni imperialni projekt Moskve nima s Sovjetsko zvezo po mojem mnenju nobene zveze. In imata, pravzaprav se tako psevdodesnica slovenska kot levica motita. Motita se v oceni, da je v Moskvi na oblasti novi Stalin. Stalinisti nove dobe so v Bruslju in žali Bog, med evropskimi politiki vidim samo dva, ki vidita stvari v pravi luči. Na eni strani oba sta naša soseda, naš Viktor Orban in pa za čuda meni ne prav ljubi predsednik južne sosede Zoran Milanović. Oba dva vesta, zakaj gre. Da gre za proksi vojno ZDA, NATO proti Rusiji na račun Ukrajine. Jaz da boš odreagiral. Sej seveda, sam bi prosil, če je lahko to bolj komprimirano, zato ker enostavno ne gre, da nekdo na razmerje časa govori dvakrat to, kot drug do drug, ker jaz nisem zelo luden človek, pa to pričakujem tudi od ostali. V glavnem, jaz se z Bernardom v mnogo čem strinjam, ampak žal mi je, s kolegom Brčičem, žal mi je pa še to, da se pa v mnogo čem ne morem strinjati. Recimo moja knjiga Vojna za mir, ki je bila tudi tukaj predstavljena, vseh teh stvarih strašno detaljno govori. Govori je izredno kritična do Bruslja, ker to, torej ta, bi rekel, visoki hip ali visoki nič, v katerem se je Bruselj znašel, kako jaz to imenujem, doba Angele Merkel, pač grozi, da bo uničil Evropo. Ampak in tudi seveda govori o tem, navaja natančne dokaze o tem, da Putinov aparat zagotavlja, medijski aparat zagotavlja ljudem, da gre za obnovo, da je želja po obnovi Sovjetske
zveze. Tega si nisem jaz izmislil, v knjigi je ogromno citatov, ki govorijo temu v prid. Zdaj pa seveda, ker je moj kolega Brščič eksaktni človek, ker je matematik oziroma ekonomist, ga bom pač vprašal nekaj tako imenovanih silogističnih formul. On pravi, da je to strahotna zabloda, da je nemška ministrica za zunanje zadeve rekla, da je Evropa v vojni z Rusijo. Ja, halo, moja knjiga govori o tem, eno poglavje je, bi rekel, Čistak, se pravi, to je veliki intelektualec, zelo mlad, iz Univerze Tarasa Ševčenka v Kijevu, ki dokazuje, kako je bila Ukrajina vedno evropska in kako si Ukrajinci želijo biti Evropejci. Jaz imam bilateralno pogodbo z Univerzo v Zaporižju, ki je zdaj na prvi liniji fronte, in ti ljudje so popolni Evropejci. In zdaj je problem, čist logičen problem je ta, da je Ukrajina Evropa. Če je Rusija napadla Ukrajino, je napadla Evropo. Če to sprejmemo, je Evropa seveda v vojni in da bi Evropa hotela to vojno imeti z Rusijo. Ampak to vojno, tako kot je bila Francija v vojni z Nemčijo leta 40, ne da bi Francija to hotela imeti. Po drugi strani seveda je zdaj po tej logiki, da je Zelenski pač steber vsega zla in vir, resurs vseh, bi rekel, globalizmov. Največji problem, ker Zelenskega od prvega trenutka so najbolj podpirali v Višegradu. Najbolj ga podpira še danes Poljska. Poljska se, ne samo to, ampak Poljska se v tem času, jaz sem to pisal tudi, Poljska se v tem času oblikovala v izredno pomemben, bi rekel, dejavnik evropske politike, pomembnejši od Nemčije. To sem razčlenjeval v svojem pisanju, zato, ker to je tudi v moji knjigi, ker je sposobna tvoriti alianse. Nemčija ni sposobna tvoriti nobenih alians. Poljska veže na se, bi rekel, to Hanzeatsko ligo, se pravi, je odprta na dežele, bi rekel, tudi na sever Nemčije in se pravi na pribaltske dežele, potem naprej do Združenega kraljestva in na Višegrad. In zdaj reči, da je Poljska globalističen cvet in da je Poljska, ki najbolj podpira Zelenskega, podpira ga bolj seveda kot bruselski globalisti, ker bruselski globalisti Zelenskega ne podpirajo. Če bi ga podpirali, bi mu dali orožje. To je pač tako. Predlagam, da tukaj postavimo vejico, pa nadaljuješ po oglasih, tako da ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali Slovenija res vodi prorusko zunanjo politiko. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Bernard Brščič in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, ali Slovenija res vodi prorusko zunanjo politiko. Boštjan, izvoli, dokončaj misel, pa gremo potem naprej. Jaz sem hotel to reči, da če bi Bruselj res, bi rekel, hotel dobro v Ukrajini, bi pač omogočil obrambo z tanki, z letali in z orožjem in bi zaprl, če bi NATO res hotel dobro v Ukrajini, bi zaprl na začetku agresije, bi rekel, zračni prostor. In če bi Evropa bila... Se ne bojiš, da bi to res vodilo v odkrit vojaški konflikt z Rusijo oziroma tretjo svetovno vojno? Ker če NATO zapre pač zračni prostor nad Ukrajino, pomeni, da pa res, da je NATO v vojni z Rusijo. A si tega želimo? Ja, pa to vojno se ni bilo nobene izbire, se to vojno je začela Rusija, se te vojne ni začel NATO. NATO ni storil popolnoma ničesar, razen kar je pač Evropa, se to v knjigi pišemo, Evropa se je ukvarjala z LGBT, z promocijo ne vem česa, od Donbasa naprej, od zasedbe Krima, in Putin je to ocenil, je rekel, Putin je rekel samo to napako, se tudi pišem v knjigi, isto kot Slobodan Milošević leta 1991, namreč, da ni šel direktno 2014 na Kijev, ker takrat bi Kijev padel, ampak on je počakal 8 let, da so se Ukrajinci, bi rekel, vojaško in predvsem pa varnostno obveščevalno reorganizirali, in potem je udaril v veliko trši oreh, ampak napadel je on. Mislim, to je pač dejstvo, po vseh dejavnikih mednarodnega prava je agresor Rusija. Zdaj pa sem jaz predolg, pa dajem besedo Bernardu. Bernard. O redko kateri stvari bi se strinjal, ampak dejansko bi moral Putin leta 2014 rešiti ukrajinski problem. Tega se tudi sam zaveda in če ne bi to lani 24. februarja bi z vsakim odlašanjem bil to, ali je pa to NATO popolnoma nedolžen, se pa absolutno ne strinjam.
Ja. ker praktično 30 letja širitve NATO na vzhod in netenje tako imenovanih barvnih revolucij, v bistvu strmoglavljanje režimov strani ne samo CIA, ampak tudi ameriškega zunanjega ministrstva. Povedna je vloga zdajšnje državne podsekretarke Viktorije Nudelman oziroma Nulandove, kjer so praktično izvedli državni udar v Ukrajini. Ja. In podobne aktivnosti počne ZDA povsod v območju, po sovjetskem območju. V lanskem letu so to počeli v Kazahstanu, počeli so v Gruziji, hoteli so zanetiti barvno revolucijo v Belorusiji in seveda velika želja Američanov je pa seveda uničenje Ruske federacije. Gre za stare ideje svetovalca za nacionalno varnost Zbignjeva Bžežinskega, ki je rekel, da se bo seveda turišče spopada med ZDA in Rusijo zgodilo na območju Ukrajine in to je napovedoval pred 3 desetletji. Seveda ZDA ne bodo šle v odprt konflikt, ampak so si izbrali marioneto tega Zelenskega, ki je seveda pripravljen žrtvovati 100 000 ukrajinskih življenj za to, da bo Ukrajina v NATO. Tako da se s tem, da je tu NATO nedolžna ovčica in da je potrebno prst kazati zgolj v Moskvo, absolutno ne strinjam. Gre za globalni konflikt, za spopad tako rekoč ZDA in Rusije na območju nesrečne Ukrajine. Predlagam, da gremo zdaj spet nazaj v Slovenijo. Ne? Zdaj, lahko samo eno vprašanje zastavim. Izvoli. Bernard, kaj bi pa ti storil, če bi bil Volodymyr Zelenski? Kaj bi ti storil 24. februarja 2022 leta, če bi bil Volodymyr Zelenski? V 2 stavkih. Pa dam Aljušu besedo. Branil bi svojo državo. Organiziral bi se z vsemi zavezniki, kjerkoli bi jih mogel dobiti. Ne, on je imel vse možnosti preprečiti to agresijo, ampak glede na to, da je skorumpiran plačanec Združenih držav Amerike in da je osebno povezan z družino Biden, seveda to ni bila opcija na mizi. Če bi bil jaz Ukrajinc, bi imel zelo velike pomisleke, kam je ta človek državo pripeljal. Zmagal je na volitvah leta 2019 s platformo pacifikacije rusko-ukrajinskega konflikta v Donbasu. Ni spoštoval dogovorov iz Minska. Zdaj so priznali tako Hollande kot Angela Merkel, da to sploh ni bil namen. Dogovor iz Minska je bil integriteta, celovitost Ukrajine. Namen sporazuma iz Minska je bil 8 let pridobiti časa za to, da se Ukrajinci do zob oborožijo. Dejansko so se v 8 letih do zob oborožili, konstituirali tako rekoč največjo armado na evropski celini in praktično ogrožali varnostno Rusko federacijo. Da ne bomo našli skupnega jezika, predlagam, da gremo nazaj v Slovenijo. Zdaj, neki 2 taki večji potezi ali pa bistveni, no, če hočete, se mi zdi, da sta bile do zdaj potegnjeni, ne. Namreč zunanja ministrica je napovedala, da pač ta zunanja politična strategija, ki je bila sprejeta pod Logarjem, ni v redu in da rabimo novo, in pa napovedala je, da bo vodila tako imenovano feministično zunanjo politiko. Pa me zdaj zanima, kaj si vidva pod tem predstavljata, se pravi, zakaj rabimo novo strategijo in kaj je feministična zunanja politika in ali smo po vajinem mnenju že videli kakšne znake te feministične zunanje politike do sedaj. Ja, danes je to zelo enostavno. Danes bi rekel, živimo dobo nesrečnih mašil, kot se reče, in vsak se poskuša obešati na feminizem, ker nima to nobene zveze ne s feminizmom in tudi zunanja politika ne more biti feministična, kako pa naj bo. Če jo ženska izvaja, pač se feminizem ni predmet zunanje politike. To je tako, da bi rekel, da se mora slon učiti matematiko, kako se matematika ne sodi v domeno slona, tako kot feminizem ne sodi v domeno
zunanje politike. Ne. Jaz se pa absolutno, bi rekel, podpiram, da imajo ženske pač enakopravno vlogo v družbi kot moški, ker brez žensk pač ne moremo, a ne, ampak to nima nobene zveze. Poleg tega ona uveljavlja, če sem videl prvo te dokumente, da bojo tudi deklice, ne, da bojo tudi angažirali deklice, ne, da bojo rekrutirali deklice. Ne. To me spominja, sem že večkrat rekel, ne. Edina organizacija, ki resno rekrutira deklice, je palestinski Hamas oziroma džihad. Ne. Oni rekrutirajo za izraelske avtobuse, pa za izraelske tržnice in to. Ob tem moram pa še nekaj povedati, ne, da se z Bernardom absolutno ne strinjam. Meni je Izrael blizu, jaz sem prijatelj Izraela, ponosen na to. Izrael ni globalistična tvorba, nasprotno, je žrtev globalizma. Izrael je bila prva država, ki je nagnala Sorosa ven, prva država. Ne. In potem šele prišel, bi rekel, tale, se pravi, Orban in tako ne. Izrael je bil prvi. Izrael je izrazita nacionalna država z izrazitimi nacionalnimi interesi, ki jih uveljavlja na krvav način, oziroma za ceno krvi, to, kar delajo Palestinci z njim. Bernard, nova strategija pa feministična zunanja politika. Ja, feministična zunanja politika je to, da ženske marširajo. Kaja Kallas, Annalena Baerbock, Tanja Fajon, Nataša Pirc Musar. Če pogledaš to intelektualno uboščino, brez gravitasa, brez uvida, samo lajanje in podžiganje vojaških oziroma igranje na vojaške bobne, jaz bi vsem tem babam svetoval, ne grejo v Bahmut ali pa ne pošle Musarca svojega sina Maxa ali pa moža Aleša, pa naj se grejo boriti v Vuhledar, v Donbas, pa namesto da bi si prizadevali za preudarno politiko, ki bo vodila v mirno rešitev. Te ženske danes, vse v nekih poznih 40 letih, jaz ne vem, ali so tako kot estonska premijerka vse na koki, da lajajo kot neke čivave in izzivajo, mislim, lej. To je huda obtožba, da je estonska premijerka na koki. Ja, ne, to so tam posnetki nekih YouTubeov, ali pa isto finska premijerka, neke ženske, ki tam se imajo luštno, mislim, vse super. Pustimo zdaj zlorabo drog, ampak da take osebe, ki so normativno neintegrirane, vodijo to Evropo v vojno. A bi ti uvrstil tudi Tanjo Fajon v vrsto teh, če zdaj povzamem za tabo, vojnih hujskačic? Ne? Ker to se strinjam s tabo, to, da so ženske recimo na čelu te neke vojnega hujskaštva, je malo nenavadno. Ampak bi ti, Bernard, tudi našo Tanjo Fajon uvrstil v to kategorijo? Ja, absolutno. Mislim, ona je epigon, ona ni, razumeš, samostojni akter, ni mislec, ampak dobi skript v Davosu, ona se zelo dobro počuti med svojimi prijateljčki v Bruslu, ima sicer problem zaradi tega, ker je po svoji formi mentis težka komunistka, ampak hkrati ji pa zelo čisla, da jo te njene prijateljice trepljajo in v bistvu je problem teh naših levičarjev, pa se ne samo levičarjev, pravzaprav vseh globalistov, leve ali desne provenience, da imajo zmedo v glavi, da vidijo v Moskvi nek recidiv obnove komunizma, ko je pa neokomunizem je v Bruslu. V Bruslu in dejstvo je, da imamo problem, recimo, da bi vsaj polovica slovenske vlade, če bi bila v Moskvi, bi se znašla takoj v zaporu zaradi, recimo, propagiranja LGBT propagande. Imamo ministra za solidarno prihodnost, ki z državno subvencijo piše priročnik o lizanju riti in pihanju v rit. Za takšne stvari v Moskvi sediš 3 do 5 let. Mi imamo take... Bernard, mi trije bi pa sedeli zaradi svobode govora, ne? Mi trije. Aljuš, Bernard pa Turk. Ja, seveda. Verjetno, ja. Ja, seveda. Skratka, hočem povedati, kakšen komunizem v Moskvi, vsa ta
Frankfurtska šola se je reinkarnirala v Washingtonu, se je reinkarnirala v Bruslu in v bistvu to je bonanca teh novih levičarjev. Če bereš recimo Slavoja Žižka kot nekega kultnega filozofa sodobne levice, zakaj je on tako za Zelenskega? Ja, zato, ker Zelenski predstavlja vso degeneriranost te sodobne globalistične levice. Ena prvih stvari, ki jo je, ko je prišel na oblast, je ne samo legaliziral, ampak so v Kijevu na veliko začeli s paradami ponosa. Skratka, vse tisto, kar je gnilo v Bruslu, je gnilo v Kijevu. Res je, da je danes tema zunanja politika, ampak jaz vse kriple skozi vlačim nazaj v Slovenijo. Predlagam, da se še ene teme lotimo, če se strinjate, in sicer odnosi sosedi. Recimo, če vzamemo za začetek našo severno sosedo Republiko Avstrijo. Naključje ali ne, praktično po nastopu mandata takoj novo izvoljene predsednice Nataše Pirc Musar je dala eno prvih izjav za avstrijsko televizijo, kjer je pohvalila, kako oni ravnajo z našo manjšino, kar seveda naši manjšini ni bilo všeč, logično. Tudi predsednica državnega zbora je rekla, da njen let s Sokolom na dunajski novoletni koncert pomeni višek odnosov med obema državama. Po drugi strani pa dobivamo drugačna sporočila. Recimo Avstrijci so ponovno uvedli mejno kontrolo na naši severni meji, pa je ta vsak dan strožja, in pa podmladek avstrijskih svobodnjakov je v pripravi na koroške deželne volitve rekel, da je treba ustaviti slovenizacijo Koroške. Zdaj pa zanima, kako vidva to komentirate. Po eni strani naša uradna politika pravi, da imamo nikoli boljše odnose z sosednjo Avstrijo, po drugi strani pa kontrola na meji in pa ustavimo slovenizacijo Koroške. Boštjan. Ja, torej tu piše SPÖ abwählen, Slovenizierung Kärnten stoppen. Se pravi, odvoliti, odstraniti SPÖ. Ampak zdaj moramo to vedeti, da večina koroških Slovencev v drugi polovici 20. stoletja se je ponemčila in izginila prav pod to SPÖ. Socialdemokratische Partei Österreicha. In to je zdaj nek grozljiv paradoks. Se niso pod Hajderjem, ampak to je zdaj drugo vprašanje. Koroški Slovenci, ki ga ne moramo v tej oddaji doreči, je pa to povezano z slovensko travmatiziranostjo in z občutkom manj vrednosti do germanskega soseda, ki je manjši na zahodu, kjer so Slovenci bolj kleni, kajti italijanski, bi rekel, Italijan in ob svoji, bi rekel, polkulturnosti od Danteja naprej so se izgubili, ne nudi nobenega občutka neke superiornosti in zato je tam več Slovencev ostalo kot v srcu slovenstva na Koroškem, ker je bilo zibelka slovenstva skozi stoletja. Stolet nazaj je bil Celovec veliko bolj slovensko mesto kot Ljubljana, to moramo vedeti, kot Maribor, to moramo vedeti, kot Celje, to moramo vedeti. A to je drug problem, kaj si pa, torej večino vseeno meni, kaj si Tanja Fajon ali pa Nataša Pirc Musar misli o Avstriji ali pa tista gospa ali gospodična, ki leta s Falconom na neke plese. Mi je tisto vseeno, ampak mi pa vseeno, kaj si pa Avstrijci mislijo o teh ljudeh in kaj si misli o Nataši Pirc Musar, je zelo lepo povedal karikaturist, mislim, da je bil Kleine Zeitung, ko je Natašo Pirc Musar v tej svoji, bi rekel, venerični, se pravi, kako bi rekel, korporalni dimenziji postavil na Rolls-Royce, ogromnega, in jo v prizoru z rusko dačo. In to je si mislijo, da je to nekdo, ki posebej simbol, ne vem, jaz nisem govoril z karikaturistom, ampak bilo je pa duhovito in bilo je tudi v slovenskih medijih, v tistih, ki niso kontrolirani. To mene skrbi, kaj si Avstrijci mislijo in kaj si mislijo, da zaprejo mejo. Bernard, kako je zdaj s to Avstrijo, pa z nami? Ne, poglej, če imaš tako politiko, da rušiš ograjo na južni meji, jo boš dobil na severni in na zahodni. To je čista posledica te brezglave promigrantske politike. In jaz moram reči, da jo sploh kot etnonacionalist ne obsojam avstrijske politike, ker mislim, da je razumna, da če ti spuščaš... Z vidika Avstrijcev, ne z vidika nas. Z vidika Avstrijcev. Jaz mislim, da seveda in recimo rast FPÖ-ja v Avstriji, da zelo verjetno bo na volitvah spet oziroma postala relativna zmagovalka, je popolnoma razumljivo, da gre za platformo,
ki postavlja Avstrijce na prvo mesto. Tragedija slovenske politike trenutno je, da ne postavlja Slovencev na prvo mesto, ampak vse druge, se pravi Alžirce, Pakistance, Kongožane, Cigane, ne vem koga, samo Slovencev ne. In to je problem, o katerem bi se morali pogovarjati, da tudi zunanja politika ni usmerjala v ščitenje slovenskih interesov. Ker če recimo pogledaš sosednjo Madžarsko, imaš Viktorja Orbana, ki ima izrazito etnocentrično zunanjo politiko. Zanima ga interes Madžarske, ve, da je v energetskem smislu odvisen od ruskega plina, da je odvisen od naftnih derivatov, da je odvisen od ruske jedrske tehnologije in zato je edini možat politik, ki ko primaršira ta kokainski zasvojenec Zelenski v Bruselj, je edini, ki mu ne ploska. Vsa ostala elita, ko pogledaš tiste zaljubljene poglede predidipalcev, kot je na primer Macron ali Golob, tragedija, se pravi, vodijo protievropsko, protislovensko politiko in to je težava. Se pravi, ta globalizem, ki je se zažrl v vse pore, se pravi, tako tranzicijske levice kot slovenske psevdodesnice. Ja. A imate vi občutek, da mogoče naše sosede, recimo v tem konkretnem primeru Avstrije, malo izkoriščajo to, ne, da po eni strani imamo zdaj te tako imenovane politične novince, ne, na najodgovornejših funkcijah v državi, v bistvu na vseh teh treh, ki se najbolj tičejo zunanje politike, in če hočemo še prelesno Urško dodati, v bistvu na vseh štirih, ne, se pravi predsednica države, predsednik vlade, zunanja ministrica, predsednica državnega zbora, in po drugi strani, da seveda, ne, zdaj, ko smo mi že v štartu razglasili te štiri prej našteti, da imamo nikoli boljše odnose z Avstrijo, ne, zdaj težko stopimo korak nazaj, pa pojemo svojo besedo. Imata vida tudi ta občutek? Da seveda sosednje države izkoriščajo to, da smo mi novinci zdaj na teh funkcijah, ne, naši predstavniki, in da so že v štartu rekli, da so odnosi odlični. Torej, to seveda ni noben problem, da bi recimo Golob ne zamenjal plošče, pa trdil nekaj, pa če včeraj govoril A, pa bi zdaj trdil B, to počne isto to počne Macron, ne, jaz sem do obeh pač izredno zadržana, ne, zato ker Macron je, vem, kako je bila Francija 30 let nazaj, vem, kaj je Francija danes, in Macron je pač zunaj teh globalističnih zgodb, ki se meni zdijo, tako bi rekel, ključne, sploh ker je vojna v Evropi, zdaj v tem trenutku, a ne, kot se zdijo mojemu kolegu, čeprav moja knjiga pripoveduje prav o vzrokih tega propada zahodne civilizacije in Evrope in jih vidi čisto v istih pondusih, kot jih vidi kolega Brčič, ne, ampak kljub temu ni to s tem ni izčrpana celotna struktura sveta. Ne, zdaj ogromno tega, kar Slovenijo pesti, je pač popolna negativna selekcija, ki se kaže tudi v Evropi. Ne. Ursula von der Leyen je recimo en od primerov globoke negativne selekcije. Tale Qatargate, kot zdaj slišimo, ne, isto, ne, da bojo tega sodnika belgijskega umaknila, ne, in bojo ti ljudje se speljali ven, brez da bi odgovarjali za svoje prestopke. In to je, in pač seveda, torej bolj ko Evropa popušča, večji razvrat prihaja v provincah na površje, ne, in to, kar si pri nas, kar vidimo zdaj v sedanji politiki, to je pač neke vrste točka nič, ne, ti ljudje nimajo ne pojma, kaj je država, ne kaj je oblast, ne kaj je vlada, ne kaj so davki, ne kaj je ekonomija, nič. Tudi najbolj tragično je tudi to, da jih sploh ne zanima, ne Goloba, ne Fajonove, ne tole predsednice državnega zbora, ki preganja enega od naših komentatorjev, kaj to je, ne, da bi se dali poučiti, ne, podučiti. Ne, to je brez veze. In tako nas gledajo, mi postajamo neki zanemarljivi nič, edino, kar bi se strinjal seveda tle z Brčičem, je pa to, ne, da ta oblast skrbi za vse, ampak res za vse, a ne, celo za živali, a ne, bolj kot za Slovence in Slovenke. Ne, za njih pa ne skrbi in jih tudi ne brigajo.
Ne? Če ne bomo mesa jedli, je to skrb do slovenske, bi rekel, živine, pa perutnine, pa tega, ne? Ampak nima pa nobene skrbi do slovenskih državljanov, s katerimi se obnaša kot svinja z mehom. Uštevši upokojence, davke, strahove, ki jih širijo in tako naprej. Bernard, se ti bojiš, da bomo mi zaradi teh feministične zunanje politike spregledali pač realne zunanje politične probleme ali pa pač odprta vprašanja, kot so recimo odnosi s sosedi in tako naprej? Ne, mene ni strah, ker Slovenija je dejansko opomba pod črto. Seveda je zaskrbljujoče kvaliteta institucij oziroma personalne zasedbe, če pogledaš ta slovenski politični cvetober predsednice države, predsednice državnega zbora, zunanje ministrice, pa predsednika vlade, to se samo za glavo primeš, kaj ste nam Slovenci oziroma volivci naredili, da moramo gledati tako uboštvo intelektualno, tako bedo. Ampak, živimo v demokraciji, ta kvaliteta slovenske demokracije se odraža med drugim tudi v personalni zasedbi in meni je bilo jasno, da lani 24. aprila lahko ugasnemo luč, ker s tako grozljivo zasedbo pač ni kakšne perspektive. Edina dobra stvar je, da smo tako majhni in tako vpeti v evropske institucije, da praktično dobijo serviran praktično vse in da verjetno bomo preživeli tudi tak tris oziroma kvartet teh oseb. Ja. Boštjan, si hotel nekaj reči? Ne, hočem reči, da mora biti človek, pač jaz Bernarda Brčiča spoštujem kot zelo inteligentnega človeka, ampak mora biti konsistenten, če pač obsoja Bruselj. Jaz v knjigi pravim, Evropa je naša edina perspektiva, nimamo druge, ampak se moramo boriti, da Bruselj kot je ni tak. Ne, da vse zavrnemo, pa še Poljake zraven, pa še Višegrad, pa vse en sam velik globalizem, pa še najdemo, jaz recimo se ukvarjam neki stvarmi, ampak nimam podatka, da bi bil Zelenski na kokainu. Pa recimo, ker pišem o tem, tako rekoč vsak teden, recimo nekaj vem o teh stvarih, ampak tega podatka, da bi bil Zelenski na kokainu, jaz nisem dobil. Pač, hočem reči, človek mora biti dosleden. Poglej si posnetke na socialnih omrežjih, njegove tike, mislim, če to niso simptomi kokaina, pa pustimo zdaj to, ni relevantno. Zadeva je problematična, da si danes ljudje, da imajo še vedno volno pred očmi in da potem, ko so jih mainstream mediji zavajali glede COVID histerije, glede zelenega prehoda, da nasedajo tem poenostavljenim zgodbam o tem, kako se v Moskvi obnavlja komunizem in da kako je v Kijevu se brani svoboda, tržno gospodarstvo in demokracija. Pač smo tudi takšni, ki v to dvomimo. Svoboda pa se brani v Kijevu, Bernard. Kaj pa se brani v Kijevu? Po vajni zaslugi odstrelili kakšno to volneno kopreno in če druga ne, dali našim gledalkam in gledalcem marsikaj, kakšno koz za glodanje oziroma za razmislek. Dr. Boštjan Marko Turk, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kakšno zunanjo politiko vodi Slovenija, že 842. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kdo z nezakonito sečnjo pustoši po slovenskih gozdovih. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.